Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 40. epizodo podcasta Goreči grm. V njej je moj gost Simon Purgar, mož, oče 3 otrok, sicer pa učitelj zgodovine, geografije in drugih predmetov na osnovni šoli v Polhovem Gradcu. Simon je med kolegi učitelji in med učenci postal znan, ko je v času pandemije koronavirusa snemal in na YouTubu objavljal kratke videe z področja zgodovine in geografije. Najprej so bili videi zaprti, ko je videl, da jih njegovi učenci zelo radi gledajo, pa jih je odprl tudi za splošno javnost. Tako danes upravlja z kanalom, katerega namen je zgodovino in deloma tudi geografijo razložiti na kratek in enostaven način. Verjetno je bil tudi to eden od razlogov, da je bil Simon v marcu leta 2022 med 5 nominiranci za nagrado Global Teacher Prize. Nikakor pa to ni bil edini razlog. Izstopa namreč tudi po svoji želji imeti osebni stik z vsakim učencem. Tako je na primer med lockdownom kar prekolesaril do vsakega izmed njih. Zanimiva pa je bila seveda tudi njegova pot do učiteljskega poklica, ki nikakor ni bila ravna. Ko je že skoraj diplomiral iz geografije in zgodovine, je šel najprej delati v Bruselj, temu pa je sledilo še 6 let bogoslovja, šele na to pa se je vrnil k svoji prvotni ideji o svojem poklicu. Vesel pa sem, da s Simonom sodelujeva tudi izven tega podcasta. In sicer pokukajte na razgledan.si /trak in videli boste kako. Se vidimo na mailu matej@socialna-akademija.si ali v Facebook skupini Goreči grm. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Simon, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, Matej. V 40. jubilejni epizodi, 40 let puščave, 40 epizod. A si ti že našel svojo obljubljeno deželo? Ja, jaz mislim, da je moja obljubljena dežela kar dežela, v kateri sem se rodil. Ti si to zelo geografsko, ne moreš iz svoje kože, ne? Ja, ne morem. Jaz sem hotel biti bolj duhoven. Ampak, če greva točno na to, kdo ti si po identiteti, imam jaz zate eno vprašanje, ki me kar matra. Poskusil si biti duhovnik, v bogoslovje si investiral kar 6 let, bil si stažist v Evropskem parlamentu, delal si še mnoge druge stvari, na koncu si izbral učiteljski poklic. Tako ko razmišljam, meni prav nič manj vreden od ostalih. Ne? Ampak učiteljev je res največ, več kot duhovnikov, več kot evropskih politikov, ne? Ampak si vsem izbral učiteljski poklic. Kaj na tem poklicu ti je tako pomembno, dragoceno, da si ga izbral? Ja, zdi se mi, da je ta poklicanost v meni bila že od majhnega. No? Že kot majhen otrok sem začutil to poklicanost. Kako se je pa to kazalo? No, kako se je to kazalo? Recimo, da sem učil svoje mlajše brate pa sestre, ne? Da sem se igral v šole, ne? To je bilo meni fajn. In sem bil pol učitelj, sploh recimo sta najmlajšo Ano, se spomnim, ker sem bil jaz 8. razred, ona 1. razred, to sem mogel še jaz kaj povedati. Ne? In zanimivo je tudi to, no? Da ena prvih mojih besed, ki se jih ne spominjam sicer, ampak mi jih je nona povedala, je bila, da ko sem bil majhen, ne vem, pa je, da sem imel 2 ali 3 leta, sem rekel, da bom Šeško in da bom čital Nike. To pomeni, da bom profesor in da bom bral knjige. A Šeško je kakšna specifična beseda ali je to... Ne, profesor Šeško, ne, tako nekako sem jaz takrat to skrajšal, ne. Si hotel našeškati otrok? Ne, mislim, da je bilo tako bolj, da sem že takrat čisto od malega nekako to v sebi čutil, no, kar se mi zdi zelo zanimivo. Ampak v puberteti se človek resetira, pa pol na raznih drugih študijih tak isto, ne, tako da si pol še kakšne goreče grme potreboval, da si pol postal učitelj, ne? Ja, prav gotovo. Ena od stvari, ko sem ugotovil, da mi je delo z mladimi zelo blizu, je bila, ko sem začel po nekem naključju inštruirati, predvsem matematiko, kar ni moje področje, ampak od matematiko sem od vedno imel rad, tudi v bistvu naravoslovne predmete, ne samo družboslovne, čeprav sem danes bolj družboslovec, in sem jo potem kar dolgo časa inštruiral, pravzaprav do vstopa v semenišče.
8 let je bilo to. Med študijem. Med študijem, oziroma že v 2. letniku gimnazije sem pomagal enemu fantu iz osnovne šole, potem se je pa začelo nekako razvijati in sem kar precej dijakom in učencem pomagal že takrat in sem videl, da mi je to zelo blizu, no? Podajanje snovi oziroma nekako iskanje poti, kako nekomu nekaj razložiti, ne? To je bila tudi ena od stvari, ki me je nekako dvignilo, mi dalo eno potrditev, pa videl sem tudi, da sem načeloma kar uspešen, ne? In so me uspehi učencev, ki so nekako z mojo pomočjo uspeli prebuditi v sebi neko zanimanje, pa tudi nekaj narediti, so me opogumali. In potem je, če te prav razumem, ta Simon, ki je bil takrat, če se znamo živeti, konc študija geografije in zgodovine, ki je bil tudi uspešen pri poučevanju, očitno imel idejo najbrž, da bo že takrat učitelj geografije, zgodovine in nekaj takega, prav razmišljam. Ja, pravzaprav je bilo tako, da takrat na gimnaziji, hodil sem na škofijsko klasično gimnazijo, kjer sem imel tudi veliko zelo lepih zgledov profesorjev, ki so me nagovarjali. Sem imel že nek odnos, dekle, s katero so bila kar nekaj časa potem skupaj in ko sem razmišljal o študiju, tudi o matematiki sem razmišljal, no, če sem čisto iskren, pa še čem drugem, ampak nekateri so mi rekli, ne, spomnim se ene profesorice, ki je rekla, joj, pa ne boš v to geografijo, zgodovino, ne, v smislu, ti bi pa lahko kaj bolj resnega, ne. Ampak jaz sem geografijo in zgodovino tudi vedno čutil zelo blizu, zanimali so me že kot otroka razni zemljevidi, pa odkrivanje novih stvari, pa kakšni stari predmeti in tako naprej. Rad sem gledal dokumentarne oddaje in sem potem, ko sem razmišljal na koncu gimnazije, se odločil kar za pedagoško smer študij geografije in zgodovine. In sem potem nekaj časa razmišljal o tem, ne. Potem se je pa malo zakompliciralo, no. Ja, fakt si šel očitno dokaj s tipičnim študentskim življenjem skozi, ali kaj, to je bilo v 90-ih? Ne, ja, konc 90-ih, ne, konc 97 sem šel na... To so še časi papirnatih študentskih bonov. Ja. Indeksov rdečih, tako. Pol te je pa prijelo semenišče oziroma duhovniška pot, ne? Ja, pravzaprav je bilo tako, ne. Določene stvari, ki jim lahko tudi rečem neki goreči grmi, tudi teh iz duhovnih impulzov je bilo pri meni kar veliko v življenju, no, moram priznati. Tako da sem polje duhovnosti pa cerkve vedno zelo blizu čutil. In so prišli neki trenutki, ko sem resno razmislil, a je moj poklic duhovništvo ali pač poročenost oziroma družina. In tako je naneslo, da so se s takratno punco razšla po dolgem času. Jaz sem doživel tudi eno zelo lepo srečanje, tik pred tem v Rimu, Svetovni dan mladih s papežem Janezom Pavlom II. Leta 2000. Je bilo kar nepozabno. Zelo močno sem doživel, ne da se mi je zdaj Marija prikazala v narekovaju, ampak neko navzočnost Svetega Duha takrat med nami mladimi, no. V prijateljstvu, v odprtosti drug do drugih, tam nas je bilo ogromno, ne, 2,5 milijona na konci celega sveta in sem zelo čutil to odprtost, ne. In potem sem razmišljal, ne, kaj je zdaj moja pot. Takrat sem najprej naredil ene duhovne vaje v tišini, prve v življenju, septembra 2000, ki so bile lepe, ampak ni bilo še čisto jasno, kaj točno je, in sem se odločil, da zaključim 4. letnik študija na Filozofski fakulteti, zgodovina geografija, in sem pač eno leto še nekako razmišljal in se odločil potem spomladi, da grem v semenišče. Takrat sem imel še eno tako zanimivo preizkušnjo, ki me je tudi nekoliko oblikovala, kar precej. Hernijo disci sem imel na hrbtu in težave povezane s tem, ki so se v bistvu res po božji milosti, to lahko rečem, zelo dobro razpletle. Gosto nimajo toliko mladi, ne? Ponovadi starejši, ja. Pa tudi ko je pri meni bila potrebna operacija, ki je, hvala Bogu, zelo dobro uspela, tudi enega zelo dobrega nevrokirurga sem dobil, ki me je operiral po nekem naključeno rekovaju oziroma božji previdnosti, res je bila zanimiva ta zgodba. Operacija je super uspela, operiran sem bil 29. junija na Svetega Petra in Pavla, istočasno, ko je bilo posvečenje mašniško v stolnici ljubljanski, tako da je bilo takrat zame to še tako nekako, dober. Če si hotel videti klic, si ga videl, ne? Ja, sem ga videl in sem šel zelo z odprtim srcem v semenišče, bil sem vesel, pol je tudi rehabilitacija po operaciji zelo dobro uspela. Danes živim
čist normalno življenje, kar mi skoraj noben ni napovedal. Ne. Tudi zdravniki me operirajo, je rekel, rajši ne določenim stvarim, danes pa že 21 let od tega igram nogomet, košarko in 3 pikice. Ne. Tako da sem res zelo hvaležen vsak dan posebej, da je z mano vse v redu. No, potem sem vstopil v semenišče, 2 leti bil v Ljubljani, potem sem dobil pa ponudbo strani tedanjega nadškofa Rodeta, da bi šel v Rim, v Germanik oziroma študirati na Gregoriano in sem potem nekako po razmisleku to sprejel in sem potem 3 leta teologije naredil v Rimu. Kaj sta ti dali te 2 leti v Ljubljani, pa kaj ta 3 leta v Rimu? Veliko, ne? Prijateljstva, nekatera so še danes zelo močna, tako iz ljubljanskih časov, pa potem še posebej iz rimskih. V Rimu smo se tudi zelo povezali, ne vem, s patrom Igorjem Salmičem, ki je minorit, so se takrat nekako zelo povezala, pa so še danes zelo tesno povezana kot prijatelja. Potem dalo mi je veliko glede duhovnosti, a ne pa te duhovne hrane. Jaz sem bil pri jezuitih tudi v Rimu, v Germaniku, in ta duhovnost je bila z mano nekje vedno prisotna, ker smo mi živeli v Ljubljani z družino v Dravljah, kjer župnijo oskrbujejo jezuiti, in mi je tudi blizu, recimo, ignacijanska duhovnost. Po drugi strani smo bili pa naša družina precej vključeni v Marino delo, ki je pa en tak drug, bolj karizmatični pol, ne, cerkve, tako da sem tudi iz tega stališča kar veliko dobil. In to me je zelo zaznamovalo in čutim to kot eno zelo bogato duhovno dediščino. No. In potem 3 leta Rima? Ja, v Rimu sem se počutil zelo lepo, lahko rečem, da so bila to ena najlepših let mojega življenja. Pa ne, da bi mi bilo zdaj kaj hudo ali pa da ne bi bil zdaj zelo izpolnjen kot oče, vsekakor sem zelo vesel, da sem zdaj mož in oče, ampak takrat je bilo tako nekako. Čutil sem, oziroma bil sem usmerjen v smeri proti duhovništvu. Rim je ponujal veliko, ne, na tem kulturnem, duhovnem področju, študij je bil zanimiv na Gregoriani, bili smo v osrčju dogajanja, ko je papež Janez Pavel II. Umrl, sem bil tam, celo v pogrebnem sprevodu sem bil, ki je šel iz njegove kapele gor v apostolski palači do Svetega Petra. Skratka, zanimive in lahko rečem tudi izjemne trenutke sem doživel iz prve roke, ne, oziroma sem jih videl. Čudovita srečanja so bila tudi s papežem Janezom Pavlom, nanj imam tudi sploh zelo lepe spomine. Tako da mi je veliko dalo to obdobje, tudi glede duhovnosti, kot sem rekel, duhovne vaje so bile vsako leto v tišini nekako. Ne. Si imel občutek, da res rasteš? Ja, da rastem, točno. Ja. Potem pa spet, potem se je pa spet nekaj zgodilo. Spet je prišla en tak šok, no. Ena zaljubljenost močna, v kateri sem začel razmišljati najprej, kaj je zdaj to, potem pa res, kaj je moja poklicanost, ali je res duhovništvo tista pot, ker prej se nisem dosti spraševal, mogoče tudi na nek način, no, ampak ne toliko intenzivno. Ta zaljubljenost je bila pa zelo intenzivna in je trajalo potem nekaj časa, nekaj mesecev, da sem se notranje pomirjal, pa razmišljal, kaj ima s tem Bog meni za sporočiti, oziroma kaj lahko iz tega sploh vidim. Ne. Hvala Bogu, spet sem imel zelo dobre ljudi okoli mene, spremljevalce, ki so me sprejemali, so me puščali svobodnega in so bili ob meni, ne. Tako nekak duhovnega voditelja, pa rektorja semenišča takrat v Germaniku, pa prijatelje okoli sebe. Tako da to predvsem psihično težko obdobje sem nekako prebrodil, tudi na koncu zaključil. To je bilo spomladi leta 2006, zaključil zadnji letnik teologije, šel spet na ene duhovne vaje takrat v Rimu, v tišini, kjer sem tudi zelo močno čutil, mogoče tudi ta goreči grm Božje ljubezni, no, do sebe, in se odločil, da nekako še preverim ta klic. Videl sem, da ne bom še kar tako izstopil, ker najprej sem mislil, da bom zaključil pot duhovništva oziroma bogoslovja, in pa sem si vzel še 1 leto časa za premislek. Takrat sem pa pristal v zavodu Svetega Stanislava, kjer sem bil profesor, pripravnik, pa nadomeščal sem enega profesorja, in v študentskem domu sem bil tudi pomočnik ravnatelja. No. Tako da je bilo kar zelo intenzivno pestro leto. A to si bil v bistvu kot kandidat za duhovništvo? Ja, uradno sem bil še bogoslovec, sem pa opravljal, kot sem rekel, bolj profesorsko delo. Bolj laiške službe. Ja, laiško, ja, čisto laiško.
Je bilo vzdušje zelo lepo, prijetno. Tako, v bistvu mi je umilost, da si bil lahko eno leto taka mal dvoživka na nek način. Ja, res je. Ne? Pa tudi, se pravim, sem se po eni strani pomirjal, po drugi strani nekako v sebi iskal, kaj je tista moja pot. Zelo lepo mi je bilo biti z mladimi, to je ena stvar, ki me celo življenje spremlja. No? Zelo rad imam mlade. In tudi tam je okolje tako, kjer se mi zdi, da sem lahko tudi nekaj dal. In študentom, s katerimi smo nekako živeli tam skupaj, ker sem jaz tudi živel v študentskem domu, pa seveda dijakom, res eno tako lepo obdobje. Ampak na koncu tega obdobja sem videl, da moram narediti korak ven. Čeprav mi je bilo zelo težko, sprejeti odločitev, ker nekako še nisem bil čist notranje pomirjen, tako da sem potem dejansko uradno nisem bil več bogoslovec, naslednje leto, akademsko recimo, in sem počel različne stvari. Takrat sem naredil licenco za turističnega vodnika, potem sem bil tudi v Bruslju nekaj mesecev asistent pri poslancu, gospodu Peterletu, ki je bil takrat evropski poslanec. Bil sem tudi vmes brezposeln, tako da sem tudi to nekako izkusil in mi je dragoceno. A to je bilo glih tista kriza, ne? Ali še ni bila takrat? Ne še, lih nekako vmes je bilo, no. V bistvu so upadlo s tem, da nisem bil več kot turistični vodnik nekje zaposlen, pa še nisem dobil nekih možnosti za naprej, tako eno tako krajše vmesno obdobje je bilo. Potem so se pa nekako odprle možnosti, oziroma sem začel bolj dejavno razmišljati o pedagoškem poklicu, ker seveda možnost je bila, da ostanem v Bruslu, mislim, ne konkretno pri Peterletu, ampak bi se dal po moje kaj dobiti, če bi hotel. Ampak čeprav mi je bila ta izkušnja zelo dragocena, zelo lepa, bolj sem spoznal seveda delovanje Evropske unije in vsega, se tudi povezal, zelo lepa prijateljstva sta bila tudi tam. Po drugi strani sem pa nekako čutil spet mogoče ta prvinski goreči grm, da me kliče, oziroma da je poučevanje tisto, kar je nekje v meni položeno, in sem nekako pristal najprej v tej katoliški osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ker sem jaz tudi v letih predtem nekaj malega delal v ekipi, ki je pripravljala to katoliško osnovno šolo, in se mi je zdel to zelo lep in velik izziv, tako da sem eno leto potem tam delal. Potem pa... Tam te pozna moja žena, ki te prav lepo pozdravlja. No, hvala. Tam sva bila Simona sodelavca. Ja, zelo lepo je bilo, zelo dragoceno. Je pa tisto leto nekako sovpadlo, oziroma preden sem šel v Zavod svetega Stanislava, sem pa takrat se nekako res dokončno pred tem šolskim letom pomiril, šel sem spet na ene duhovne vaje v tišino, ki so bile spet zelo močno doživete, tako kot lahko rečem, sem praktično vse do zdaj. Skoraj vse, ne? Ja, doživljal še zdaj v bistvu na tako zadnje čase na 2 leti, grem za nekaj dni v tak duhovni odmik, mi zelo paše, bom rekel. Uspe kljub veččlanski družini. Ja, uspe, z pomočjo žene, pa tasta in tašče, uspem tudi in mi je to zelo dragoceno. Moja žena pravi, da je sicer škoda, da me more oddati, ampak da na koncu zmeram več od mene dobi, kot če ne bi v to investirala. Točno, zelo podobne so besede moje žene, ker ve, da bo nazaj prišel malo bolj pomirjen Simon. In to je res, po mojem, najbolj investiran čas, sem prepričan. Skratka, na teh duhovnih vajah sem se takrat pomiril, tudi tako nekako notranje, in se poslovil od tega, bom rekel, ideje o duhovništvu. Potem je pa zelo zanimivo tudi to, da kmalu po tistem sem pa srečal svojo bodočo ženo, oziroma poznal sem jo nadaleč že odprej, ampak takrat so se nekako najni poti. Huda zaljubljenost v resnici ni bila sedanja žena? Ne, tista huda zaljubljenost je bila eno drugo dekle, ki je bilo tudi precej mlajše, prav gotovo je bilo zelo burno tudi za njo, vse tisto, tudi ena taka, zelo zanimiva zgodba, ampak jaz sem nekako videl, da morda tisto ni prava oseba, čeprav je bila zelo fajn vse, in sem predvsem v sebi moral ene stvari nekako razčistiti, potem, ko sem pa... Da ni imela vlogo življenjske partnerice, ampak vlogo gorečega grma, ne? Ja, mogoče, točno to, ja. Dobro povedano, ja. Daj povej mi, a si prvič, ko si šel v bogoslovje, ali pa drugič, ko si šel ven, koga razočaral? Ja,
Jaz bi rekel, da sem po moje več ljudi razočaral takrat, ko sem šel ven iz bogoslovja. Prvič pa niti nisem tisto prejšnjo punco razočaral, s katero imava danes, hvala Bogu, tudi v redu, lep odnos. Čeprav je bilo zelo težko, sigurno, ampak hvala Bogu ima zdaj lepo družino. Ampak tudi takrat, ko sem šel v bogoslovje, sva že nekaj časa bila narazana, tako da ni, da bi imela neke hude travme v tistem času. Ko sem pa šel iz bogoslovja, pa seveda veliko ljudi pričakovalo, to bo pa en fajn duhovnik. Pa tudi na nek način sem tudi jaz od sebe to pričakoval. Tako da to je bilo najtežje, tudi sebi nekako dopustiti. Sebe razočarati. Ja, seveda, odčarati. Si to doživljal kot padec takrat, oziroma če ja, za koliko časa? Vendarle si investiral 6 let v bogoslovje, in to je kaj? Skoraj 10% življenja, če bo vse prav. Tako je. Predvsem se mi zdi, je bilo to vprašanje pri meni, kaj Bog želi od mene. Kaj Bog želi od mene, kaj je res tisto moje poslanstvo, razpet sem se pa nekako čutil vrsto leta. Že itak nekako razpet med dve možnosti, in mi je bilo tudi zaradi tega na nek način težko, ampak spet, zelo pomembna stvar je, da sem čutil svobodo v tej fazi izbiranja. In ko sem šel v semenišče, lahko rečem, sem se čutil svoboden. Daj povej, kakšen občutek ima ta svoboda? Ta svoboda... V smislu to notranji mir, ali to, da si se zmeram sposoben nasmejati? Lepo si povedal, notranji mir. Prva zadeva je notranji mir, druga, da te nihče ne sili v neki, ali pa da tudi ti misliš, da moraš nekaj narediti, ampak neka svobodna odločitev, ki daje nek notranji mir. In tudi, ko sem šel v semenišče, sem res šel v smislu, zdaj je 6 let pred mano in bom videl, a je to, ampak čutim blizu to možnost, čutim blizu cerkev in gremo v to. Po drugi strani pa tudi svoboda, ko sem šel ven, je bila pa ta, osnova svobode se mi zdi zelo pomembna stvar, ki sem jo dejansko čutil v sebi, je pa Božja ljubezen. Ko sem čutil, da me Bog brezpogojno ljubi pa sprejema, sem lahko naredil svobodno in veselo in prvi in drugi korak. In mi je bilo lažje in vedel sem, da to ni neka moja kaprica, ampak je bilo plod nekega razločevanja, nekega premisleka in potem sprejetja neke možnosti, ki se mi je takrat zdela smiselna. Kaj mi je fascinantno? Ti si bil v centru verskega življenja, svetovnem, in v centru političnega življenja, evropskem. Kako si bil vedno, reč pa temu v narekovajih, parkoritu? Ja, zdaj pa nisem. A nisi, ne vem. Glih to, a veš, ker razočaral. Duhovnikov je toliko malo. Učitelj je pa toliko velik, a res ne bi mogel če malo, pa vse, kje si vse bil, zdaj si pa, hecam se, navaden učitelj. Točno to sem jaz mislil, ko sem rekel, tisto, kar srcem delaš, je bistvo, Če gledamo zdaj neke pozicije, položaje, potem lahko rečeš, če si samo navaden učitelj na rekovaju, si pa nisi toliko dal od sebe, ali si pa zdaj mogoče manj na lestvici, ampak jaz sploh ne dajemam tega tako. Še enkrat poudarjam, zelo sem hvaležen in to me je zelo obogatilo, da sem bil v Rimu toliko časa, da sem bil tudi v Bruslu, da sem bil še marsikje drugje, vmes, po svetu sem tudi malo hodil in spoznaval različne kulture. To me zelo bogati, tudi zdaj kot učitelja, in lahko tudi kot učitelj zaradi vseh teh izkušenj veliko dam učencem, ki jih imam pred sabo, in drugim ljudem. In ta medkulturnost se kaže tudi v tem, da je Istrijan dobil Korošico za ženo, No, tudi, ja. Moja starša sta iz Istre, oba iz slovenske Istre, tako da jaz rečem, da sem 100% Istrijano, torej 100% Istran, po drugi strani Mojca pa 100%. Ja, 100% Kärnten, ja. Zanimivo, kako se nasprotja privlačijo po eni strani, ampak tukaj so sigurno kulturno različna, morda tudi značajsko v določenih stvareh, prav gotovo, jaz sem dosti bolj ekstrovertiran, moja žena je malo bolj introvertirana, ampak po drugi strani imamo pa seveda podobne vrednote, podoben pogled na svet in se zelo ujameva. Oba sta tudi v medijih zdaj na nek način. No evo, to je pa tudi ena stvar, stvar zadnjega časa, zadnjih mesecev, pa mogoče te korone.
No, ampak, ko sem rekel navaden učitelj, sem dal zelo v narekovaje, kaj ti, sej noben učitelj ni navaden, ampak pri tebi se mi zdi, da to še posebej izstopa. Tisti je znano o tebi, da si v času pandemije kolesaril, da vsakega od svojih učencev, potem, da imaš ta pristop individualnih govorilnih ur in še kaj bi se našlo. Verjetno je tisti tvoj goreči grm ali pa tisto tvoje poslanstvo kot učitelj res, da se vsakmu posebej posvečaš tak, kot je in tam, kot je. No, ne vem, tako sem doživljal. Je to moja želja, ne? Da sem nekako srcem učitelj. Vedno znova potrebujemo tudi učitelji seveda neke impulze, ne, pa spodbude, da kakšno stvar nadgradimo, kakšno stvar drugače naredimo. Z določenimi stvarmi sem začel recimo že pred korono, ne, pred časom te velike epidemije. Kakšno stvar me je pa spodbudila tudi ta epidemija, ne, recimo ti filmčki, ki sem jih začel snemati, so bili odgovor na to, kako se približati učencem nadaljavo in sem potem zelo hitro ugotovil, da je smiselno, da jih na YouTubeu odpremo oziroma da so dostopni vsem, kar se je izkazalo seveda tudi za dobro stvar, ker so zdaj zelo gledani, pa si mnogi učenci to ogledujejo, pa tudi drugi, ne, slišal sem že kar veliko zgodb in tudi doživel že kar nekaj zanimivih stvari takole na cesti ali pa na smučišču ali pa ne vem kje še vse, ker so se mi učenci... Povej kakšno, no, to je zmer zanimiv. Ja, evo, recimo minula zima, ne, smučišče v Črni, pridejo smučari, 6. do 8. razred in sem imel čelado in očala in pride in, a ste vi tiktoker, a ste vi ki na YouTubeu ima filmčke, a ne, a lahko en selfie naredimo, ne. In pol isto na Krvavcu, ko so imele šole, tam je bilo pa kar veliko smučarjev in so me res mnogi otroci so me gledali takole, ne. In pol res pride eni do mene. Tist not sure pogled. Ja, tist, to je pa una, ne, to je pa una. Ker jaz sem namreč šel pol tudi malo bolj na te družbene medije, zaradi pojavljanja v YouTubeu pa tako, pa tudi želel sem nekako malo bliže prijeti otrokom, mladini in seveda so me tudi prek tega spoznala, ne. Tako da en učenec iz, mislim, da Dobove, en Osmar, je svojega učitelja zgodovine, ki je tudi bil tam, prosil, da je šel do mene, pa je rekel, če se lahko slika z mano, ne. In me je tako prisrčno pol objel, ker so se tam slikala, da je bilo meni prav tisti, joj, tako toplo pri srcu, no. Pa kaj misliš, da doživljajo ti mladi? Kot tebe, kot medijsko zvezdo, ali kaj? Ali kaj jim pomagaš v bistvu znati? Ali čem je fora? Ja, mogoče je fora, da pač sem jaz se toliko izpostavil, ne, in mnogi so pregledala, ne, teh filmčkov kar nekaj, ne, ker ti filmčki imajo dejansko, pač jih je približno, ne vem, okoli 190, ne, in nekateri imajo tudi po 5, 6, 7, 8 tisoč ogledov, a ne, in to pomeni, mnogi učitelji, oziroma nekateri učitelji so jih dali tudi celemu razredu za ogledati, to pomeni, da me je videl veliko otroka, ne. In pa še ko so se učili, generacija je 20 tisoč, ne, se pravi, pol generacije je bilo hribno. Ja, veliko, ne, in to sem videl recimo tudi na TikToku, zanimivo, ne, ko so mene moji učenci nekako prepričali, narekovajo, ali pa mi rekli, pejte na TikTok učitelja, ne, sam ne se ustrašta, ne, pa sem videl, zakaj so mi tako rekli, ne, ker TikTok je zelo tak specifičen medij. Na začetku sem res doživel šok, ampak okej, sem šel čez tisto prvo oviro. Zaradi česa? To je pojav drugih ljudi, ali kaj? Prvič zaradi tega, ker sem videl, da so tam filmčki nekateri zelo taki primitivni pa vulgarni, a ne, in da so pol tudi popularni zaradi tega. Druga stvar je bila pa, ko sem objavil najprej sebe, sem ugotovil najprej, da je bilo veliko odzivov, a ne, to pomeni kar naenkrat so videli, kaj na YouTubeu je zdaj na TikToku, to je ta učitelj, ker TikTok je izrazito medij osnovnošolcev, a ne, precej, a ne, sej tudi drugih, ampak veliko osnovnošolcev je na njem. In je bilo prav tisto, to je pa ta, in pa je bilo komentarjev in vsega, večinoma so bili komentarji, to je pa ta iz zgodovine, ne, iz teh filmčkov, ti si pa meni ful pomagal, veliko je bilo teh hvala, veliko. Na YouTubeu ne upajo to komentirati? Ne, zaprto je, na YouTubeu je zaprto, ker dajem vsebino za otroke. In je onemogočene komentiranje, ne, zaradi tega. Čeprav tudi na YouTubeu se mi je kdaj kakšen komentar zgodil, če sem pozabil obkljukati, in sem pol takoj dobil komentarje pozitivne, ne, ampak pač načeloma jih obkljukam, ne. Na TikToku pa lahko komentirajo, pač jaz imam odprto in je bilo teh komentarjev res ogromno, nekateri so bili pa tudi, ne bom ponavljal, ker so bile to take besede, da so mene malo šokirale, ampak pač tako komunikacijo imajo, ne. Ampak kot sem rekel, sem vzel to kot neko dodatno motivacijo. No. Ja.
Moja zgodba s tvojimi videi je bila pa taka, da jaz YouTubea veliko gledam in se predvsem izobražujem prek YouTubea. To lahko rečem, da razmerje med izobraževalnimi vsebinami, ki jih tam konzumiram, pa neumnostmi, gre kar v prid izobraževalnih vsebin, hvala Bogu. In mi je pač predlagal tebe. To je pa ta Purger, ki ga jaz poznam, ne? In pol nisem mogel nehati gledati. Jaz sem jih pregledal, po mojem, v tistem večeru vsaj 15. Wow. Pa vsak je dolg, 5 do 7 minut, recimo. Ja, je 3 do 7, ja. In kaj sem opazil? Mene pač kot mladostnika zgodovina ni ama nič zanimala. Mene je zanimala matematika, računalništvo, to je bilo to, še fizika pa kemija, ne več, sploh kemija, daleč od tega. Ne. Sem pa zdaj prišel do potrebe poznavanja zgodovine zaradi tega, ker o družbi razmišljam veliko in ker delam tukaj na socialni akademiji in tako naprej. Ne. In je bilo meni kot odraslemu to, ne vem, ABC, ki mi ga šolski sistem ni uspel dati na dolgi rok. Ne. In kaj sem cenil? To, da so ti videi kratki in jedrnati in da mi lahko ponudijo odlično izhodišče za nadaljne raziskovanje. Ne. Ja, me zelo veseli, Matej, da je bilo tako. Tudi že od odraslih, kar nekaj odraslih mi je podobno reklo. Recimo en največji kompliment, ki sem ga dobil tudi od enega, ki je že odrasel, pa je moj bivši učenec, je bil ta, ko mi je napisal prek Messengerja, se mi zdi, on je bil takrat 9. razred, ko sem jaz začel v Polhovem Gradcu učiti. V šoli se mi ni zdelo to zanimivo, nisem kaj dosti razmišljal o tem. Zdaj so mi pa ti filmčki super. Ja. In to je bilo meni, wow, no, to je bil moj cilj namena, v bistvu približati zgodovino vsakemu, še posebej mladim. No, tako da jaz sem potem rekel, tole pa moram zagrabati, ker takrat sem imel portal razgledam.si že v glavi in sem dobil idejo, če bi mi s tabo naredili časovni trak. Tako da zdaj s to epizodo tudi najavljava, slovesno, da ta časovni trak bo na razgledam.si poševnica trak in da si tam lahko ogledate te videe, ne le v YouTube formatu, kjer so pač nametani eden poleg drugega po naključnem vrstnem redu, ampak celo na neki časovni premici, ki pokaže tudi nek tok različnih dogodkov, ali pa vsaj kako so dogodki si sledili pred in po drugemu. Ne? Ja, to se mi zdi zelo koristno, in se mi zdi super ideja časovni trak, ker ta kronologija je vedno pri zgodovini seveda pomembna. Meni se tudi zdi, da recimo ko sem gledal tvoje YouTube, sem dobil veliko informacij. Ampak jaz sem pa mogoče prav tak mal bolj algoritmičen človek, in sem, ne vem, kako ti vidiš kot zgodovinar, a je to tako, sta to dve različni ravni znanja morda celo, da ena je, da o dogodkih nekaj veš, druga je pa, da jih znaš pol med seboj povezovati, ne? Ja, vsekakor cilj, recimo zgodovinarja, seveda je povezati te stvari, in lahko imamo neko vedenje o dogodkih, seveda zgodovinar ali pa, ne vem, če hočemo nasplošno razumeti človeško zgodovino, je pa zelo dobro in koristno povezovati stvari, Sej, kako ti, recimo, če greva zdaj na odrasle, ki jim je tudi razgledan si namenjen, ne vem, kako ti ocenjuješ splošno znanje zgodovine, ali pa obstajajo kakšne raziskave, koliko znamo zgodovine takole odrasli? Ja, jaz bi rekel, ne vem, nisem zdaj seznanjen s temi raziskavami ali pa nisem jih ne vem koliko spremljal, ampak po raznih anketah, intervjujih oziroma določenih stvareh, ki se jih tudi prek medijev ali pa televizije vidi, se mi zdi, da še vseeno premalo oziroma slabo poznamo zgodovino. Neke stvari so tako bežno v glavi, ampak recimo že osamosvojitev, ki je v naši bližnji preteklosti, pa še danes ne vemo točno, kaj je to dan državnosti, dan samostojnosti, kaj točno kdaj je bilo. Dobro, nam odraslim je vseeno to morda malo lažje, tisti, ki smo takrat živeli, otrokem je tukaj velik problem, današnji mladini, ker seveda tega niso doživeli, in jim je to res daljna preteklost. Ampak tudi nasplošno se mi zdi, zgodovina je lahko hitro en tak zapleten labirint, in pol si rečeš, vse tega je toliko, to je, ne vem, ali težko razumeti,
ali ne vem, je težko vlagati mogoče tu čas, ki ga nameniš temu, da nekaj spoznaš, vsi pa nekako poznamo določene zgodbe. Ne? Zato je tudi učenje preko zgodb, a ne pa tudi branje kakšnih knjig, recimo o zgodovini, zelo koristna stvar. Recimo, kje sem jaz? Ne? Jaz vem, kakšno kapo je imel Napoleon, pa vem, da polka je bil tam, so bile ilirske province, ne vem pa, kaj je bilo točno prej, pa kaj je bilo pol, ne znam, a veš, teh stvari. In ta časovni trak, jaz upam, da mi bo pomagal, ne, ker v času, ko tole snemava, še ni vizualno postavljen, ne, ko bo objavljeno, pa že bo. Prav upam, ne, da mi bo ta časovni trak pomagal tudi povezavo med. Ja, jaz sem prepričan, da bo. Prejle si rekel ravno, da je zgodovina tudi za nekatere bližna, za nekatere daljna. Meni se pa ravno zdi, da je zgodovina zelo povezana tudi s politiko. Ne? V smislu, konc koncev, vse že na krilih osamosvojitve se bijajo določeni politični boji, na partizanih in domobrancih še več teh. In kako ti vidiš, kako je zgodovina ranila Slovenijo in kaj narediti, da bi se te rane malo zmanjšale? Ja, jaz mislim, da je tako, ne. Politika se hočeš nočeš napaja iz antagonizmov, ne, iz nasprotovanja. Ne. To, da smo skregani, ne, ta levi pa ta desni oziroma domobranci in partizani, najbrž da ustreza določenim politikom, ne, ki iz tega kujejo politične točke in razne funkcije in tako naprej. Po drugi strani pa seveda to hromi, ne, nas kot narod, tudi našo državo, nedvomno. In mislim, da je tudi vprašanje te naše polpretekle zgodovine zelo pomembno družbeno vprašanje, ki ga moramo razčistiti oziroma ugrizniti v to kislo jabolko. Zdaj, kakšni so recepti za to? Jaz bi tako rekel, ne? Najprej se moramo zavedati, da je Mogoče je medklic, ker kognitivno znanje, jaz mislim, da ne zadošča tukaj, ne? Ker šola pač hoče dati kognitivno znanje, ne? In najbrž je treba še nekaj v prostem času delati. Zgodovina so seveda dogodki, a ne, določene stvari in pa interpretacija le-teh, a ne. In tudi tukaj, a ne, imamo lahko določene dogodke, ki jih iz različnih zornih kotov gledamo, a ne. Ampak se mi zdi, da bi se morali, pa bi se lahko nekako poenotili okoli nekega minimalnega skupnega imenovalca in rekli, a ne, dejstva so taka in taka in taka, in je treba obsoditi tisto, kar je bilo proti človečnosti, a ne. Kar je zločin, ne glede na to, kdo ga je storil, a ne. Druga stvar, a ne, ki je zelo pomembna, ki nam dela tudi velike težave, je pa ta uživeti se v kožo drugega človeka, a ne. Tudi gledano zdaj zgodovinsko-politično, a ne, nekako je treba razumeti, a ne, kaj so bili razlogi za to, da si se pridružil partizanski strani, a ne, kako so razmišljali partizani, kaj so počeli, pa seveda, kakšno je bilo ozadje, razumljivo, pa na drugi strani isto, a ne, pri drugi strani, a ne, torej nekako skušati se uživeti v drugega, tukaj pa pomagajo zelo osebne zgodbe, a ne, ko beremo ali pa poslušamo različna pričevanja, ki so zelo dragocena, pomagajo razumeti različne ljudi, ki so doživljali vsak po svoje, a ne, to vojno, to napetost, te izgube, a ne, človeške, bolečino. Kaj ti recimo v eni taki učni uri, ki govori o partizanih pa domobrancih, narediš, da to poskušaš preseči? Kaj povabiš gosta ali prebereš 2 zgodbice, 2 mini pričevanji, ali kako se ti tega lotaš? Ja, lahko rečem, da je 2. svetovna vojna na Slovenskem zame vsekakor najtežji izziv, ne, kot zgodovinarja, ravno zaradi tega, ker vem, da je to pereče, a ne. Jaz tako pravim, a ne, da je recimo tudi umetnost tista, ki skuša preseči delitve, a ne. In tudi jaz izbiram tudi take metode, ne. Najprej seveda kot zgodovinar nekako soočim mnenja oziroma neka dejstva, potem pa spregovorimo, ne vem, po eni strani o Kajuhu, a ne, njegovi poeziji, pa o Balantiču in njegovi poeziji, o različnih pogledih, o različnih zgodbah, dam jim tudi primer kakšnih pričevanj in pa seveda meni je zelo pri srcu knjiga, ki je morda za osnovnošolce še nekoliko težka, čeprav v 9. razredu so že sposobni tudi marsikaj prebrati, in to je Jančarjev roman To noč sem jo videl, a ne, ki je, mislim, da izjemno delo, ki nekako iz različnih zornih kotov osvetli zgodbo zakoncev Hribar, a ne, in na en tak neobsojajoč, nemoralističen način prikaže tragedijo Slovencev in 2. svetovne vojne. Ma kaj ti je recimo en cilj, da bi en povprečen učenec v 9. razredu dojel? Da je vojna vedno huda reč,
da se je v vojni zelo težko odločati, to poudarjam, da so se ljudje odločali velikokrat zelo na hitro in spontano, nekateri so imeli morda možnost izbrati neko opcijo, za katero so fajn premisleni. Nekateri, mnogi pa tudi ne. Je prišla vojska in si moral iti, a so bili to partizani, a so bili to italijanska, nemška vojska ali kdo drug. Potem seveda so tudi zaradi različnih okoliščin zamenjali, vojske, so bili partizani, potem so videli, kaj se tam dogaja, pa so šli k domobrancem. Skratka, zelo različne so te zgodbe, In se mi zdi zelo pomembno, da otroci vejo, da je bila to stvar, ki je bila zelo zapletena, da ni tukaj neke črno-bele slike čista, ampak da so različne nianse, da v določenih stvarih, kot sem rekel, lahko imamo nek skupni imenovalec, kaj je tisto, kar se je zgodilo in kaj je tisto, kar ni prav. Dejansko se je pa vsak človek skušal odločiti tako, da bi sebi koristil oziroma da bi nekako preživel, pa naredil nekaj dobrega. Največkrat je bilo to res v povezavi z golim preživetjem. In včasih je imel možnost se sploh odločiti ali pa nekako zelo zavestno izbrati določeno stran ali pa narediti neko stvar, velikrat pa tudi ne. Da so nekako razumevajoči s tistimi, ki so doživeli te grozote. Na nek način ponižnost pred vsemi temi dogodki. Ja, točno. Pa predvsem tudi ne obsojata, čeprav nas hiter zagrapa, da bi obsodili ali ene ali druge zaradi tega, zaradi drugega, ampak nekako skušati razumeti, zakaj so se tako odločili, kaj je bilo v ozadju. Je pa ena stvar, ki mi je pri tebi zanimiva. Večina učiteljev je digitalni svet dojelo kot zatočišče za čas pandemije in ko se bomo vrnili nazaj, bomo ta digitalni svet pozabili. Tebi je pa ta pandemija covida spremenila učenje za skozi, čeprav razumem. Saj zdaj z manjšo intenzivnostjo ustvarjaš video vsebine, ampak jih pa še vedno. Ja, vsekakor. Vsebine želim izkoristiti kot neko podporo, zdaj, ker hvala Bogu nismo več nadaljavo, smo v živo, velikrat ponavljam, da je to vsekakor dosti bolj kvaliteten pa privilegiran način sobivanja z učenci, oziroma da se vidimo, da se začutimo, da učitelj lahko odreagira sploh, ker nadaljavo dosti težje, ampak seveda tudi s temi digitalnimi vsebinami si lahko zelo pomagamo. Je pa to seveda en velik izziv, kako na nek način biti prisoten konstantno. Imam še nekaj dolga v narekovaju, oziroma če pogledam zdaj kronološko, imam en del snovi še ne pokrite, tako da to imam tudi v izzivu, tega se ne bom sicer še takoj lotil, ker me ena druga stvar prej čaka, ampak imam željo tudi še nekaj dodatnih filmov na to temo narediti, ki mi manjkajo. Predvsem 20. stoletje? Ali? Recimo Prva svetovna vojna, tiste vsebine, ki so v učnem načrtu takrat, ko smo bili v živo v šoli v bistvu. Torej čisto na začetku, september, začetek oktobra predvsem. Recimo Prva svetovna vojna, pa recimo humanizem, renesansa, take stvari. Želim pa obogatiti tudi te vsebine z raznimi obiski določenih stvari, tako da tudi kdaj, ko sem kje prisoten, posnamem kakšen material, pa naredim en tak filmček. Recimo, oziroma nazadnje sem sodeloval z parkom vojaške zgodovine v Pivki, pa sem 3 filmčke posnel, 3. bom ravno kar objavil, v povezavi s temo, ki jo imajo tam. Skušam biti... To si zdaj že ta pravi vloger, da te neke inštitucije kontaktirajo, da jim delaš promocijo. Ja, v bistvu tudi, se že to dogaja, Pa tudi recimo... Influencer. Ja, na nek način, Pa tudi recimo na kakšne konference, pedagoške me vabijo, kot recimo aktivnega udeleženca, da kaj povem, kot predavatelja. Tako da mi je ta odprti svet medijev prinesel marsikatero priložnost. Kar jaz opažam, seveda, tudi ko delam svoje podcaste, zelo težko je včasih vztrajati in imeti nek tempo na dolgi rok. Mnoge podcaste poznam, ki so prišli do 3., 4., 5. epizode, pa pol nehali ali pa vlogerji recimo. Tudi sam sem nekaj časa vloge posnel in sem jih 7 naredil, pa sem pol ugotovil, da je podcast boljši medij zame recimo. Kakšen je bil pri tebi ta prehod med začasnim in trajnim?
itak je zdaj intenzivnost mal padla. Ko sem videl, kakšen učinek imajo ti filmčki, ker ta intenzivnost me je presenetila, jaz nisem mislil, da bo taka gledanost tega. Sem videl, da je za nekatere dragoceno, to, oziroma da jim je zanimivo. To mi daje motivacijo tudi za naprej, da sem prisoten, ker te stvari ostanejo. Lahko si čez 2-3, ne vem koliko let to ogledaš, kaj zanimivega izveš, tako da to so kar zelo dragocene in koristne stvari. Koliko je pa priprav v tem bilo, koliko ur si rabo za en 5-minutni video, pa kakšne žrtve v narekovajih je mogla družina za to prenesti? Ja, tisti prvi val koronavirusa, epidemije je bil zelo divji, ker sem se jaz po premisleku prvih dni odločil, da bom šel v ta projekt in sem imel tudi idejo, ki sem jo potem dejansko mesec pa pol, 2 meseca uresničeval, to je, da sem vsak teden za vse ure v bistvu posnel en filmček. Tako da sem imel na teden okoli 13 filmčkov, teh 5-minutnih, ker sem vključil celo razredno uro. Za razredno uro sem si pa zadal, da bom naredil en tak bolj zabaven ali pa motivacijski filmček, kratek. Se to mi je bilo meni tudi sprostitev pa za heca, ampak res sem jih delal. In je bilo zelo naporno, ker sem imel ob sebi ženo, ki je delala nadaljavo, seveda. Imel sem ob sebi 3 sinove, en je bil v vrtcu, ki mu je bilo blazno dolg čas, ker je bil doma, prvi teden 2 je še šlo, je bilo pa vedno težje. Pa imel sem 2 osnovnošolca, ki sta tudi rabila moja pomoč, ali pa ženino. Tako da smo mogli biti zelo organizirani pa disciplinirani. Jaz sem za en filmček porabil za 5-minutni, kaj bi rekel, kakšno uro pa pol sigurno, za kakšno minuto manj, za kakšnega pa tudi več, odvisno, ker je bilo treba seveda si narediti načrt, pripraviti, kje bom snemal, kako bom snemal, potem vse zmontirati, vse v enem od svojih filmčkov, ki je tudi zelo gledan, vse to razložim, kako snemam to, ampak ta proces je bil kar dolg, zdaj pa računite, da je bilo tega kar velika, ura pa pol 2 za en filmček, Glede na to, koliko imajo elementov noter, me celo preseneča, da si bil tako hiter pri tem. Ja, bil sem zelo ekspeditiven, res. Sem se pa trudil, in to je tudi ena taka dodana vrednost, se mi zdi teh filmčkov, da bi bili tudi malo zabavni, da so kakšne take fore vmes. To je tudi zelo všeč, učencem to jih tudi pritegne. Tudi ko sem z njimi v živo, recimo, zelo radi imajo moji učenci, da grem z njimi na razne ekskurzije ali pa izlete. S krožkom zgodovinskim hodimo že vrsto let na kolesarske izlete. Ravno zdaj smo bili na 1. septembra. In ponovadi grejo tudi taki učenci, ki niso zelo navdušeni nad, bom rekel, zgodovino v razredu. In to mi je zelo dragoceno, tudi kakšni fantje, ki pa radi se gibajo, kolesarijo, pa kaj zanimivega pol izvemo, ker imamo določen cilj, kakšne lokalni muzejčke ali kakšne take stvari si ogledamo. Zelo jim je fajn, če nogomet z njimi igram, ker imam zelo rad šport, ko nadomeščam športno oziroma šport. Nadomeščaš kdaj šport? Ja, večkrat. In to pravi moja ravnateljica, da sem takrat zelo vesel in je to res, ker se preoblečem v športno in grem z njimi, recimo, fanti igrati nogomet ali pa s puncami odbojko, recimo. In to so zelo veseli, fanti uživajo, vedno se veselijo, ko vidijo, da jaz nadomeščam, boste z nami igral, boste z nami fuzbol igral. Kakšenkrat pa tudi kakšno ušpičem tudi na teh ekskurzijah in ravno lansko leto, na 2 leti imam ekskurzijo v Rim. To je tudi zdaj že kar nekajkrat, že 5-krat smo to uresničili, 4-dnevna ekskurzija v sklopu izbirnega predmeta, verska in etika. In je to res eno tako močno doživetje, si upam reči, da tudi duhovno. Za otroke, da spoznajo Rim, ki je meni zelo blizu, kot mesto. Najbrž ga zelo s srcem predajaš naprej. Zelo, ja. Rim je moje mesto, bom rekel, tako kot Ljubljano razlagam, zelo rad, mogoče še bolj Rima. Sem 3 leta vsem tam živel in ravno lansko leto sva s patrom Igorjem, tem mojim prijateljem, eno špičla. On je tudi zelo za hece in sva naredila eno foro, da ko smo prišli k enemu spomeniku, njega niso videla, pa tudi ga prej niso poznali. Kaj živi v Rimu, ali kaj? Ja, in je on prišel in je rekel, to so se zmenila po telefonu, in je rekel, da je inšpektor za zdravstveno ne vem kaj in je pokazal sicer svojo italijansko osebno, niso oni zdaj čist videli, kaj je točen, in je rekel, da rabijo od vsakega potrdilo za COVID. Lani je še bilo kar strogo to v Italiji,
In so pa učenci tako, pa da si moramo vsi dati maske, ne? Pa so gledali tako čuden, se od zunaj ni bilo takrat treba, ne? Maske, ne? Pa so začeli maske gor dajati in tista potrdila vleči, ne? Skratka, tako malo. So kdaj izvedeli resnico? Ja, se takoj so izvedeli, ne? Namreč, potem je pa še rekel tako, čez čas je pa rekel, ker smo vse to delali, pa kazali, pa je pa rekel, no, jaz sem pa slišal, da ste vi tam, iz kje pa ste, a ne? Pa smo rekli, ne, iz Slovenije, rekel, Bratislava, ne, se je hecel, ne, pa smo rekli, ne, Ljubljana je glavno mesto, pa je pa rekel, ampak jaz sem slišal, da Slovenci pa dobro pojete, ne, a bi kakšno zapel, pa smo pa ena zapel, ne, pa je pa rekel, hvala po slovensko, ne, se zahvalil in pa so gledali tako z odprtimi usti, ne, kdo je ta pol. Pa je pa z nami bil še nekaj časa, pa se predstavil, skratka, zelo simpatično je bilo to, no. Koliko imaš ti elementov Don Boska v resnici, ne? Ja, no evo, točno. Ja. Naprimer, ne, heci, ne, take potegavščine navihane, ne. Potem to, da si do vsazga prikolesaril, ne, kar je tudi znana zgodba o tebi v tem covidu, ne. Tudi to, da v njih te talente odkrivaš ves čas, ne. Želim jim biti blizu, a ne, sej Don Bosco, mislim, da je imel res veliko srce za mlade, tudi čuti jih je zelo blizu. Ja, tukaj sem jaz zelo se poistovetim tudi s to salezijansko karizmo, ne. V bistvu jih kar nekaj imam v sebi, nekako skrite se mi zdi, ne. Te karizme, ja. Ja, in kapljajo ven, ne, ti moji goreči grmi. Zdaj pa, če ostaneva še malo na zemlji v smislu časa, porabe časa, učiteljski poklic, že tako ali tako, ne, dobro, nekateri ga vzamejo, mečkam bolj z levo roko, pa so malo prej doma, ne, večina pa dela več kot 8 ur na dan, ne, od učiteljev. Ti pa, ne vem, ali si toliko učinkovit, no, filmčke že zelo učinkovito montiraš, če si v 1 uri pa pol bil fertik s 5-minutnim, ne, tako da mogoče si, kako uspeš, daj delaš po noč, ali... Pri šoli je tudi tako, ne, ko enkrat ene stvari narediš, jih vsem tudi imaš na zalogi, a ne, to je tudi en velik plus, a ne, ti olajša mogoče za naslednje leto ali kakorkoli. Je pa treba kombinirati, a ne, neke stvari naredim v šoli, nekaj naredim doma zvečer, a ne. Je pa tudi res, da, kot sem že prej rekel, se zelo rad gibam, a ne, imam rad šport. In ta element je pri meni tudi precej poudarjen, precej kolesarjem v zadnjih letih, ker sem odkril, da je kolo en tak način gibanja, ki mi tudi zelo ustreza, tudi za mojo hrbtenico, ne nazadnje. In me zelo sprosti. In mi daje tudi zdravstveno, psihično stabilnost, a ne, pri soočanju s vsemi temi izzivi. Ker je res, v šoli imam skozi učence pred sabo okoli sebe, pol doma imam svoje 3 fante, stare od 6 do 12 let, ki so tudi zelo živahni, skozi se nekaj dogaja in skozi so odnosi. Tako da mi ta kratek odmik, ki si ga pogosto vzamem, a ne, da se po domače razlaufam, a ne, na kolesu ali pa na kakšnem sprehodu, mi veliko pomeni, ne, in me tudi nekako pomirja. In pa potem tisti globalni odmik, recimo, ko grem v tišino, a ne. No, zdaj si na vprašanje velike porabe časa odgovoril s tem, da porabiš še več časa še za razlaufat se, ne? Ja, žena bi mogoče rekla, da včasih preveč, a ne, ampak tudi to je stvar, tudi to je čas, ki se obrestuje, ne, se obrestuje in tudi tisto uro pa pol, a ne, ko na vsake toliko švignem na kolo, se obrestuje, no, se res obrestuje in si tudi potem drugi čas... Kot so prej za tišino rekla, ne? Ja, točno to, ne, se tudi drugi čas lažje organizira. In to je morda tudi ena moja življenjska izkušnja, že od osnovne šole se zelo dobro spomnim, kako sem ugotovil, jaz sem takrat hodil v glasbeno šolo, ne, sem se tudi dolgo z glasbo ukvarjal, intenzivno, in sem si zaradi glasbene šole, ker sem imel pač tolikrat inštrument, kitaro sem igral, pa teorijo, sem si potem čas bolje zorganiziral. In ker sem želel, kot vsak normalen fant, imeti tudi prosti čas, sem si še bolj organiziral. Tako da bistvo je v organizaciji časa, ne? To je dejstvo, dejstvo. Kaj pa za prihodnost si omenjal neke projekte? Pravzaprav sem se lotil pisanja ene knjige, ideja je tlela že vrsto let, vsebino sem malce spremenil, saj bo v pravem času že znano, in marca sem imel eno tako obdobje, ko je šlo zelo v redu in sem recimo ene pol zadeve napisal, vsaj do tiste mere, ki sem želel, potem se je pa nekako ustavilo, poleti sem mislil, da bom več naredil, pa sem zelo mal, ampak mislim, da bo zdaj jeseni časno, da spet grem v ta ritem pisanja in da naredim tisto,
kar imam v mislih, to recimo ena stvar, potem vedno kaj manjših projektov, seveda pišem tudi za tej knjigi, ne boš nič več povedal? Ne bom, ne bo še skrivnost. Okay. Najprej želim... Je pa z področja zgodovine. Ja, z področja zgodovine, ja, pa tudi v bistvu bo prvenstveno za mlade, pa morda ne samo za nje. Pa recimo pišem tudi različne stvari, za družino, za božje okolje, sem tudi v uredniškem odboru že dolgo časa, tako da ne zmanjka mi teh idej. Pa še ena stvar je, no to pa lahko povem, v kratkem bom posnel eno zadevo in sicer svoj prvi rap, namreč to bo pa že 20 let od tega, ker je nastal moj rap, ki je zelo popularen med mojimi učenci. Odrepam ga v živo, posnel ga še nisem, čeprav se pripravljam že dolga leta. In letos so moji devetošolci, ki sem jih junija pospremil iz osnovne šole, 3. generacija, ker sem se posloval od njih, so mi dali eno izjemno darilo, boljšega ne bi mogli, in sicer 2 uri studijskega snemanja za moj rap. So rekli, evo, da boste lahko končno posnel vaš rap, in sem bil zelo ganjen in hvaležen. Sem rekel, kako to, kdo je prišel na idejo, in so rekli vsi, kdaj ste to ugotovili? So rekli, od 6. razreda že. Torej so oni že od začetka imeli to idejo, to mu bomo pa enkrat dali za darilo, ne. Tako da zdaj sem pa šel v stik z mojimi bivšimi učenci, z 2 oziroma 3 sem se pogovarjal že nekaj časa, zdaj pa to dozoreli in podlaga je v bistvu zdaj narejena. Lih včeraj sem jo poslušal, tako da so dobri biti, zdaj moramo pa sam še malo zvaditi, pol pa posnet res in to jesen pa moje, da bo tudi ta slavni rap. Ampak to ni ta slavni rap od Zdravljice? Ne, to ni ta slavni rap od Zdravljice, ne. Pa tudi tisto v besedi ni, 2 repa imam na YouTubu, to je tisti prvi rap, ki je tudi ena velika ljubezen moja, in to je rap o Jezusu. Aja? Ja, rap o Jezusu, ki ga tudi veselo repam med svojimi učenci, ko govorimo o krščanstvu, ko je kakšna priložnost. Kdaj pa nastal? Nastal je pa v semenišču. Zdaj, kad te toliko dobro poznava po fazah, ne? Ja, tvoj osebni časovni trak poznava, zato ga mora zdaj obvestiti. Evo, nastal je v semenišču, ne? V ljubljanskem semenišču, in sicer po enem pogovoru, torej takrat, ko sem bil bogoslovec, po enem pogovoru z mojim prijateljem, katerim se od malih nog poznava, to je raper Jaws, Murat in Jaws. Si bil na Škofijski z njim, na Škofijski sva bila sošolca tudi, prav v istem razredu, pa še prej se prek Marijinega dela so se spoznala, že od malih nog, in se potem zadebatirala en večer o cerkvi, o Bogu in teh vprašanjih. Potem sem jaz prišel v kapelo, imeli smo večerno molitev, dobil sem navdih in potem sem nekje od 10. zvečer do 2. zjutraj pisal ta rap in tako je nastal ta rap, ki sem ga potem začel repati, najprej seveda tako, da sem bral, ker je kar dolg, potem sem se s časoma, čez nekaj časa na pamet naučil in je kar hit, ja. Tako doživljam, da ti je oznanjevanje kar pomembna stvar, ne na silo, ne z ognjem in mečem, da imaš nekaj par teh for, kako se tega lotaš. Očitno so vendarle res vse te tvoje identitete, politična, glasbena, učiteljska in bogoslovska, se združile v enega edinstvenega Simona, ne? Kako doživljaš to oznanjevanje v javni osnovni šoli, oziroma kakšna je vloga enega tazga laika, učitelja, ne zameri faliranega bogoslovca, znotraj cerkve? Ja, jaz bi te vsekakor niti malo ne zamerim, ampak bi te popravil, ne, jaz sem izpolnjen bogoslovec, in sem tudi ponosen na to, da sem bil bogoslovec, in to moji učenci vejo, to jaz povem, da sem tudi diplomiran teolog, da sem študiral v Rimu, in od tega oni imajo tudi veliko koristi, ko razlagam seveda zgodovino, verstva, ko gremo na ekskurzije, vse povsod, oni lahko še več izvejo zanimivega, ker sem jaz to dal skozi, To je ena zadeva. In to so jim zmeram žgečkljive stvari najbrž, ne? Ja, tudi, pa zanimive so jim, veš. Zanimive so jim, vsi so me presenetili, to lahko povem, zdaj v 6. razredu, 2. ali celo 1. šolska ura v 6. razredu, prvič sem jih videl, v razredu, te učence. Te, ki sem zdaj razrednik. Ja, ne, nisem, zdaj trenutno nisem razrednik, eno leto imam prosto vmes, vsaj eno, in je bilo vprašanje, en otrok mi je postavil vprašanje, 6-šolca, 11 let, in je rekel, učitelj, dajte povedati, kaj je zdaj to?
a je res, da sta bila Adam pa Eva, tako kot se prvi rok učimo, ali je pa res to, kar se v šoli rečemo, da je človek iz opice nastal, a ne? Jaz sem bil navdušen, očaran sem bil, fasciniran me je to vprašanje. Kot učitelj in teolog si lahko samo oblizneš prste. Res, na nogah sem si obliznil prste, Matej, na nogah od veselja. Skakal sem od navdušenja pred njimi, sem rekel, to pa... Kje ste se vi vzeli, otroci, koliko ste vi fajna, Skratka, super, super izhodišče, za mnoge debate. Jaz bi tako rekel, jaz sem, kar sem. Žasvikom žasvi smo imeli en spis v 2. letniku škofijske klasične gimnazije in tudi zdaj tako rečem, nočem se pretvarjati in delati. Jaz sem dejaven v župniji v Pohorjem Gradcu, tam sem pri maši, tam sem tudi izredni delivec obhajila. Tam sem imel tudi, zdaj trenutno je malo v mirovanju, moško skupino, ali sem pa mladostnikom o teologiji telesa govoril z ženo. Tak sem, in oni to vejo. In se mi zdi prav, da se ne pretvarjamo. Sprejemamo se, različni smo. In tudi jaz kot tak, sem tak, tudi ko sem učitelj. Kar seveda ne pomeni, da jaz ganjam nek porzelitizem ali pa novačim, zdaj pa hodite v cerkev ali ne vem kaj še vse. Ampak se zavedam dejstva, da so moji učenci v veliki meri tudi iz vernih družin, nekateri pa tudi ne, in želim spoštovati in sprejemati vse. Seveda oni vejo, kaj sem jaz in tudi me kdaj tako osebno kaj vprašajo, in tudi rečem osebno, seveda sem kristjan in zaradi tega tako in tako razmišljam, ali pa krščanstvo tako uči, ampak seveda drugi pa drugače razmišljajo, učijo in je to tudi eno veliko bogatstvo kultur, ki jih imamo v Sloveniji in na svetu. In je prav, da smo ponosni na svojo identiteto, slovensko istovetnost ali pa krščansko tudi, ampak da tudi sprejemamo različnost. In ta različnost nas bogati. In sem prepričan, da je tudi Jezusovo glavno sporočilo, ki je po moje srčika krščanstva, to, da smo ustvarjeni po Božji podobi in da nas je ustvaril različne in da je to stvar, ki nas vsakega po svoji poti pripelje do njega, do Boga oziroma do tega duhovnega, ki je temelj vsakega človeka. In smo duhovna bitja, hočeš nočeš. Blizu nam je vprašanje smisla življenja, blizu nam je vprašanje lepote, ne glede na to, kako razmišljamo o veri oziroma kako se izrekamo v smislu konfesionalnosti in religioznosti. Ko doživljaš svet, te je težko dati v te dva okvirčka, klerik ali pa laik, ker včasih se v cerkvi, saj jaz tako doživljam, da se veliko preveč razmišlja o teh dveh okvirčkih, ali si blizu oltarja kot duhovnik, morda redovnik, ali si pa pač laik, tukaj so pa neke druge, si ključar, si v pevskem zboru, si skavtski voditelj, si oratorijski animator, ampak mene pa vedno fascinirate tisti gostje, ki dejansko izumite neko novo edinstveno pot, biti laik. In hvala ti, da si edinstveni laik. Hvala, Matej, za to povabilo, da si me povabil, da se lahko takole poklepetala in se odprla tudi Svetemu Duhu. In voščam res vsem, da bi ostali odprti temu Duhu, ki veje, kjer hoče in ki je predvsem zelo, zelo ustvarjalen, ravno v tem zavedanju, da smo vsi v najboljših rokah, to je v Božjih rokah. In verjamem tudi, da za vsakogar je ta edinstvena pot pripravljena. Ker konc koncev, če pomislva, kaj pa si ti novega povedal s temi vlogi? Ja. Sej si samo učno snov ponovil, pa se je iz tega zgodila neka edinstvena pot. Točno to. In mnogi imajo ta izgovor v narekovaju, sej jaz pa nisem nič posebenega. Sej tvoja vsebina na videih na začetku tudi ni bila nič posebenega, ampak jo Bog pol uporabi. Točno to. In mogoče naj še za zaključek povem recimo dva od svojih velikih vzornikov, ki sta zelo vplivala na moje življenje, to sta seveda mama in oče tudi, ampak tudi nona in nono, iz Kort nad Izolo, s katerima sem bil dolga leta zelo povezan, pri katerih smo tudi dolgo časa bili kot otroci, vse počitnice in praznike in tako naprej. In sta bila čisto navadna človeka. Moja nona ni imela dokončane osnovne šole. Nono je šele kasneje dokončal osnovno šolo, pa naredil eno srednjo. Ampak sta bila izjemna človeka, ki sta zelo srčno živela
poklicanost biti, ne vem, nono in nona tam, oče in mama, in sta bila tudi aktivna zelo v župniji in sta preko svojih talentov, ki sta jih imela kar nekaj, bila zelo ustvarjalna in sta tudi nas, recimo mene in moje brate in sestre, zelo navdihala in nas še vedno navdihujeta. Nič posebenega pa pustila tako močno sled, ne? Ja, točno to. Hvala lepa, pa pejte na razgledam.si/trak. Jo.